dan. V uvodu bi se rad dotaknil nekaterih vprašanj, ki se mi zdijo pomembna. Začel bi za predstavitvijo novega predstojnika Slovenske obveščevalne službe. Magister Sebastian Selan bo poslej 5 let vodil Slovensko obveščevalno službo, potem ko sva s dosedanjim direktorjem, dr. Rupnikom, odlično sodelovala in je izpolnil pogoje za upokojitev. Ima tudi možnost, da se vrne na Ministrstvo za notranje zadeve. Iz kroga njegovih širših sodelavcev sem potem v posvetu z poznavalci tega področja poskušal izbrati najboljšega med najboljšimi. Odločil sem se za predstojnika operativne centrale v Kopru, torej človeka, ki je takoj po študiju, ki je magister znanosti, začel in nadaljeval delo v Slovenski obveščevalni službi. Ga dobro pozna, je med kolegi spoštovan, uživa vse tiste imam vse tiste kvalitete, za katere sodim, da so potrebne za delo predstojnika obveščevalne agencije. Zatrdil mi je, da bo storil vse, kar je potrebno, da bo sodeloval z institucijami, ki njegovo delo nadzirajo, da bo svoje delo opravljal v skladu z zakonom, da bo lojalen državi in da bo po svojih najboljših močeh poskušal službo voditi deloma tako, kot je vodil njegov predhodnik, deloma pa seveda z nekaterimi novimi zamislimi, kot danes kaže potrebo potem čas. Ob tem bi se rad zahvalil gospodu Rupniku za opravljeno delo. Delo je s prejšnjim predsednikom vlade in z mano. Rad bi se mu zahvalil za vse, kar mi je v tem času pomagal, on in vsi njegovi sodelavci, in mu zaželel vse dobro tudi naprej. Zdaj pa za kratko izjavo, prosim, novega predstojnika obveščevalne agencije in na vprašanje seveda ne bo odgovarjal, tudi za obveščevalna agencija. Razen, to sem mu naložil, da se odzove vedno na poziv predstojne komisije in nadzira njegovo. Prosim, minister. Jaz bi podal zgolj eno kratko izjavo za javnost. Kot prvo bi se rad zahvalil dosedanjemu direktorju gospodu Andreju Rupniku za njegovo kvalitetno in učinkovito delo. Sam kot njegov ožji sodelavec bom zgolj nadaljeval njegovo delo, seveda ga dopolnil svojo vizijo in svojim razumevanjem agencije. Kot drugo, lahko zelo jasno povem, da bom svoje delo izvajal zakonito, sodeloval z nadzornimi inštitucijami, ter da bom poskrbel, da bo služba učinkovita in aktivno sodelovala z državnimi organi in seveda služila vladi Republike Slovenije. Najlepša hvala. Jaz bi se hvalil, ker ste sprejeli ponudbo in čestitev. V naslednjem mesecu bosta predala posle in želim, da bi potem, ko ste posle tudi polno prijeli službo učinkovita. Hvala.